Dobrodošli v naši družbi, tukaj je današnji pregled dogodkov dneva s Celjskega. Vojniški gasilci bodo dobili nov gasilski dom. Celjsko dijaško skupnost bo v naslednjem letu dni vodil Vid Žveglič. Več kot 200 mačk iz 9 držav na tradicionalni celjski mednarodni razstavi. Košarkarji Šentjurja proti Podčetrtku do prve zmage v letošnji sezoni. Celjanke v Montani doživele prvi letošnji poraz. Vojniški gasilci naj bi v prihodnosti dobili nov gasilski dom. Ta naj bi zrasel ob bodočem gasilskem poligonu v Višnji vasi. Pri projektu, ki ob poligonu predvideva še atletsko stezo, sodelujejo država, občina in gasilci. Gasilski poligon naj bi v občini Vojnik začel rasti leta 2027. Naložbo je že potrdilo Ministrstvo za obrambo. Tu je najprej bila, bi rekel, konstrukcija, da bo to gradila Gasilska zveza Slovenije kot regijski poligon, s tem, da se je zdaj to malenkost spremenilo in ta poligon v Vojniku bo pravzaprav v celoti, sicer v sodelovanju še vedno Gasilske zveze, v celoti financirala država preko Ministrstva za obrambo. Je pa res, da bomo dodali tudi dodatne vsebine, da ne bo samo za usposabljanje gasilcev, ampak bo tudi za usposabljanje pripadnikov civilne zaščite. Tudi smo ugotovili, da v tistih obstoječih poligonih je mogoče težava to, da če je sam poligon, da potem manjkajo prostori za recimo neko načrtovanje, za garderobe, za to, da se po akciji lahko tudi stuširajo, umijejo tisti, ki grejo na trening. Prav zato se bodo ob nov poligon selili tudi vojniški gasilci. Ti bodo tam zgradili nov gasilski dom. Gasilski dom v Vojniku je na slabi lokaciji, zelo utesnjen, težko, bi rekel, prometno ureditev imajo, tako da je nujno potrebno na tem področju posodobiti zadevo in mi smo si zdaj zamislili to, da bomo združili dve vsebine. Eno je vsebina poligona, drugo je pa vsebina gasilskega doma, prostovoljnega gasilskega društva Vojnik, ampak potem bo pa to se na nek način v funkciji pa prepletalo eno z drugim. Imeli bomo na ta način tudi seveda odgovorno osebo, ki bo skrbela za ta poligon, da ne bo to samo nek prostor, ki bo za mrežo pa zaprt. Svojo naložbo pa bo dodala še občina, ta bo ob poligonu uredila atletsko stezo. Bomo pa pokrili tudi težavo, ki jo imajo šole, odnosno v Vojniku, zdaj predvsem, ker Frankolovo je to rešilo zdaj z novim igriščem, da bo lahko tudi ta športni program, se pravi testiranje in vse te stvari izveden v Vojniku, da ne bo potrebno tako kot zdaj hoditi v Celje na atletski stadion in si bomo poskušali pač na nek tak hibriden način tudi te potrebe pokriti. Hkrati pa seveda s tem bomo dosegli, da bo tudi na tem poligonu življenje, da se bo to dogajalo, ne da bo to prostor, ker bo samo občasno nekaj. Mi vidimo, da bo ta prostor kasneje tudi namenjen lahko za določene prireditve, za določene tudi gasilske potrebe, ki so drugačne vrste, ne samo ta usposabljanja. In mislim, da bo to zaživelo in tudi dobro živelo potem naprej. Naložba v Višnji vasi naj bi stala dober 1 milijon evrov, gradnja pa bi se lahko začela že čez dobro leto. Dijak 4. letnika gimnazije Slovenske Konjice, ki deluje v okviru šolskega centra Slovenske Konjice Zreče, Vid Žveglič, bo naslednje leto dni predsedoval dijaški skupnosti Celje. Z dosedanjim predsednikom Nikom Slemenškom sta primopredajo poslov opravila na razgledni ploščadi Grajske poti pod Celjskim gradom. Stari predsednik dijaške skupnosti Celje, Nik Slemenšek, se je po 2 letih in pol poslovil od predsedniškega stolčka in ga predal svojemu nasledniku, ki bo v naslednjem tednu oblikoval tudi novo predsedstvo. V tem mandatu bi si najprej želel v bistvu ustaviti to neko negativno klimo med dijaki, nasilja spletnega je veliko. Prav tako sem omenil v govoru, da bi si želel osredotočiti na dijake iz
izven mestnih središč in se mi to tudi zdi prav, ker nimajo enakih možnosti, lokalni prevozi so slabši. In omenil sem tudi, da si želim v naslednjem tednu sestaviti neko konkretno predsedstvo z ljudmi z različnih ozadij, različnih krajev in mislim, da s tem nekim novim predsedstvom bomo lahko dobro sodelovali in naredili veliko lepih stvari. Po 2 letih in pol se je poslovil dosedanji predsednik. Imeli smo možnost sodelovati z različnimi akterji, tako v lokalnem okolju kot na državnem nivoju. Največji poudarek smo namenjali športu, ker se nam zdi, da je to področje in tudi vrednota, ki nas Slovence najbolj povezuje, in to smo želeli širiti, to pozitivno klimo med dijake, na šolske hodnike, na splošno, v celotni regiji. Povezali smo se s športnimi klubi in omogočili, da praktično ni več športnega dogodka v Celju, na katerega dijak ne bi imel brezplačnega vstopa. To velja za vse v naši regiji. In jaz verjamem, da bo to dobro prakso tudi Vid peljal naprej s svojim predsedstvom. Od oktobra do oktobra je dolgo obdobje in je prostora še za veliko novih izzivov, veliko novih rešitev, bi rekel. Namreč, veste, mi kot predstavniški organ smo se oglašali takrat, ko se nam je zazdelo, da se moramo, da so ogroženi interesi naših dijakov, ali je bilo to na področju šolstva, prometa, varnosti naših šol, na splošno dogajanja v regiji, na državnem nivoju. In dobili smo posluh tako lokalnih skupnosti, namreč v regiji je ogromno občin, s katerimi smo sodelovali, Celje je največja, sem vesel za sodelovanje tako z zdajšnjim županom kot z njegovo ekipo. Tako da hitro je minilo tole obdobje 2 let in pol. Vid, jaz ti želim uspešno vodenje dijaške skupnosti Celje. Tvoje predsedstvo od oktobra do oktobra lahko marsikaj naredi. Tako da uspešno, zagnano pa brez strahu. Najlepša hvala. Felinološko društvo Celje je konec minulega tedna na celjskem sejmišču pripravilo tradicionalno razstavo mačk. Letos je bilo na ogled več kot 200 mačk, 28 različnih pasem iz 9 držav. Minuli vikend je bil na celjskem sejmišču znova živahen, saj je knežje mesto gostilo mednarodno razstavo mačk. Te so lastniki v Celje pripeljali iz kar 9 držav, kar je precej več, kot smo jih bili vajeni pretekla leta. Ja, danes je na razstavišču nekaj več kot 200 mačk različnih pasem, torej za mačjo populacijo je števila 28 zelo velika številka različnih pasem. So tudi take, ki so malo bolj redke, manjkrat predstavljene na naših razstavah. So nekatere pasme, ki se vračajo, pa so bile včasih mogoče zelo popularne. Vzreditelji so se zamenjali, novi vzreditelji prihajajo z ruskimi modrimi, abesinkami, ki smo jih včasih imeli zelo veliko, potem so bile pa nekje v zatonu. Drugače so pa od dolgodlakih do kratkodlakih najrazličnejših barv, tako da je zelo zanimivo za tiste, ki pridejo na ogled. Več kot 90 mačk na razstavi, od skupaj 200 je bilo v lastništvu slovenskih vzrediteljev. Sicer pa so tovrstni sejmi odlična priložnost za seznanitev z novostmi tudi na področju prehrane. Zelo pestra ponudba in to so nekateri ponudniki hrane, ki jih mogoče v teh splošnih trgovinah redko vidimo. So specializirane na določene artikle, recimo antialergena hrana, se prodaja samo po spletu, naprimer, od tistih proizvajalcev, tukaj pa jih lahko dobijo vzorčke, preizkusijo doma, in potem se lažje tudi odločijo za nakup. Ker hrane je na tržišču zelo veliko. Letos so dodatno angažirali še enega mednarodnega sodnika, tako da jih je bilo skupaj 5. V Celje so prišli iz Italije, Češke in Švice. Nataša Meštrov je svoje Britanke letos na ogled postavila prvič. Pri pasemskih mucah je v bistvu so pomembni standardi, ki so po pravilniku napisani, tako da recimo za britanske muce imajo svoje značilnosti, velike oči, zavita ušesa, čokat trup. Drugače so pa britanke zelo prijazne, zelo so zanimive za družine tudi z majhnimi otroci. Redko pasmo muc vzreja še ena članica Felinološkega društva Celje.
Mi dva imamo s partnerjem doma pasmo somalike, to so zelo redke pasma. Mislim, da smo samo 2 vzreditelja v Sloveniji in tudi konec oktobra pričakujemo tudi novo leglo, tako da lahko se tudi na Facebook strani našo tole mačkarno najdejo, ne? Tako da drugače pa mislim, da v sami razstavi pa so najbolj prisotni menkuni, potem so ragdolli pa britanske kratkodlake mačke, ne? To so najštevilčnejše tako letos videne. Imamo pa tudi danes tudi priložnost, boste videli likoj, to je ena posebna mačka, to je volčja mačka, tako da danes je prisotna, tako da lahko vidite tudi 2 samici te 2 mačk, ne? Letošnja novost na razstavi je bila tudi lokacija razstave, saj so se letos mačke in lastniki selili v dvorano C. V zadnji tekmi 3. kroga državnega košarkarskega prvenstva so do prve letošnje zmage prišli košarkarji Šentjurja. V dvorani Hruševec so 70-67 premagali moštvo Podčetrtka, ki edino v tej sezoni še ni okusilo slasti zmage. Obe ekipe smo krvavo potrebovali zmago, že bolj iz psihološkega vidika, kot pa karkoli drugega. V bistvu smo samo veseli, da smo to tekmo izvlekli. Nekako smo nazaj dobili to tekmo, isto kot smo prvo tekmo proti Rogaški izgubili, smo nekako danes vrnili. Čeprav je še vseeno verjamem, da je naša kvaliteta večja oziroma smo boljši, kot trenutno lestvica kaže. In še enkrat čestitke fantom, ne morem nič odčitati. Bilo je ogromno napak, ampak na koncu je bila borba do zadnje sekunde v bistvu. Se vidi v bistvu, kakva je liga, da lahko v bistvu vsakega premaga, mogoče sta Krka in pa Ilirija nad vsemi, ampak vseeno, glede na to, da vsaka ekipa lahko vsakega premaga, bo liga v bistvu zelo zanimiva in vsaka zmaga bo zelo pomembna. Mislim, da dober derbi, to vsi rabimo, veliko število ljudi, kar je fajn. Zmaga bila še na obe strani, izkušnje so prevladale, sigurno v Šentjurju 4-5 igralcev čez 30 let. Mi smo na novo sestavljeni, pokazali smo zobe, napake, ki smo jih delali, so bile usodne za presenečenje v Šentjurju. Košarkarice Cinkarne Celje nocoj v Ljubljani pri Ježici gostujejo v tekmi 2. kola državnega prvenstva. Konec tedna so vnaprej odigrani tekmi 2. kola Mednarodne lige Vaba gostovale v bolgarski Montani. Aktualne bolgarske prvakinje so bile boljše z 82-69. Mislim, da so začeli zelo čvrsto, agresivno. Mi se nismo znali nositi s takšnim tempom igre. Slab prvi polčas za nas, v drugem polčasu čestitke svojim dekletom. Imeli smo v nekem delu tekme tudi svojo priložnost, da se vrnemo povsem nazaj. Enostavno nerazpoloženost, v danem trenutku tudi neznanje nas je pripeljalo v situacijo, da smo na koncu izgubili z 10 točkami razlike. Za nami je druga tekma v tem popotovanju po Bolgariji. Žal rezultat ni po naših željah. Mislim, da so si nasprotnice zaslužile to zmago, kajti začele smo katastrofalno in v obrambi in v napadu. Danes žal ni bil naš dan, ampak lahko pa rečem, da sem ponosna na ekipo za igro, ki jo je prikazala v drugem polčasu. Tu se vidi, da imamo potencial, da se lahko še razvijamo in pa dodelamo našo igro. Mogoče smo bile tudi malo utrujene od prve tekme, ampak to zagotovo ni izgovor. Pogledali si bomo tekmo, probali bomo analizirati naše napake in jih čim prej v bistvu popraviti. Jutri zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo. Na Primorskem, kjer bo pihala šibka burja, bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, najvišje dnevne od 13 do 16, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. V petek in soboto se bo nadaljevalo suho jesensko vreme. Več jasnine bo ob šibki burji na Primorskem, v notranjosti pa bo predvsem zjutraj in dopoldne marsikje precej megle ali nizke oblačnosti. Postopno bo nekoliko hladneje. Želimo vam prijeten preostanek srede in nasvidenje znova jutri.